vam dam en nasvet. Legend, ki ste jih občudovali kot otroci, nikoli ne spoznajte potem več desetletij pozneje. Lahko ponudim par primerov. Schwarzenegger ni več tisti nabiti dedac iz Terminatorja, zvečilni bazuka so za nič, ker okus zob držijo ravno 12 sekund in stari avtomobili se peljejo kot jadrnice. Kaj pa govorim? Seveda, spoznajte svoje legende, če imate le to priložnost. Švarciju bi še danes veseljem stisnil roko, lani sva z Matejem v Porscheu 959 noro uživala in tudi sedele v tem starem Mustangu iz leta 65 sploh ne trpim. Juhej! Se pelje dobro? Ne, slabše od najslabšega novega avtomobila. Volan je velik in sploh ne vem, če je dejansko povezan s kolesi, bolj naslepo ciljan ta svoj vozni pas. Pritiskanje zavore je podobno potiskanju noge v skledo pudinga, čeprav tega sploh še nisem nikoli naredil, nobenega odziva in avtomobil se nagiba kot jadrnica. Pa me to moti? Nikakor. Današnji dan pa ni ravno beden, no, poglejte kakšno vreme in kakšen avto. Toliko karakterja, kot ga premore ta ameriška mišica, ne premore skoraj noben drug avtomobil. Samo poglejte ga in to kljub njegovim letom. Škoda je edino, da ne morem podobnega karakterja doživeti s kakšnim modernim avtomobilom, ki ima dobre zavore, odličen krmilni mehanizem in se zelo lepo pelje. Ampak, a ga res ne morem? Mogoče pa lahko. Pa ti pri Fordu so počeni. V dobrem smislu, seveda. Predstavljam vam novi Mustang. Čvrsto vzmeten, varen, z dobrim občutkom na volanu in samo poglejte ga, ni ravno diskreten avto za v štacuno. Tale ima pod pokrovom edini pravi motor. V8 s 5 litri prostornine in s 311 kW moči s 420 konji. Takšnega sem peljal že na mednarodni premieri in lahko ponovim samo to. Odličen zvok ima in tudi konkretno gre, čeprav bistveno manj kot kakšen BMW M3 s podobno močjo. Ima pa karakter, ki vam nasmeh na usta nariše že zjutraj, ko se boste vanj usedli. Meni ga vsakič nariše že, ko preberem ta napis Ground Speed, po naše zemeljska talna hitrost. Mislim, da se lahko napis na merilnikih bere bolje. Ground Speed. No, pa nasploh je celotno okolje odlično, sedeža sta zelo udobna in vseeno lepo objameta hrbet, menjalnik je hiter in natančen, volan je prijeten, edino sklopka je pri tem motorju bolj tovornjaško dolga in potem hitra, bliskovita prestavljena odpadejo. Je pa v tej barvi hudo opazen, vsi me gledajo. No in preden z roko zamahnete, vzmetenje pa kot pri kakšni kočiji, ne, neodvisno vzmetenje ima in prav lepo se pelje. Ok, ne primerjajte ga s kakšnim Caymanom, ki je pojem natančnosti, ampak najbrž si niti misliti ne morete, da se ameriška mišica lahko pelje tako dobro. Ker se. Vsak dan ni preveč naporen, čeprav so stvari, ki me motijo. Recimo, da je pokrov motorja kot pri tanku precej dolg in zato ne vidim nič naprej. In da se moja roka še vedno ob prestavljanju zadeva nazaj v sedež. Ampak to so malenkosti, na katere pozabim takoj, ko se oglasi motor. No in če vas kljub nastopaški obliki, tej barvi in temu motorju kdo vseeno ne bo opazil, ima Mustang še en skriti adut, zaradi katerega vas bodo sigurno opazili in sicer zna narediti oblak dima. Testni avto ima ravno nove gume in ne bi smel, ampak... Dva motorja sta na voljo in ker je pri nas 4-valjni 2,3 litrski EcoBoost bistveno cenejši, morda premišljujete o tem. Čisto fino gre in manj porabi, ampak vsako jutro se boste zbudili z mislijo, da ste izbrali napačen motor. Taka legenda si zasluži takšen motor, zato izberite tega. Ali pa starega.
Lepa, ne?